imaš ti dve opciji, ne? Beg ali pa da ostaneš in se boriš. Tle se pa delajo te razlike in to je spet sama glava. Jakob Nedoh. Ti ga ubiješ, razumeš, ti nima šans, veš. Veš, da imaš neki vseb, da si drugačen. Vedno sem tako neki imel tak feeling. So borbe v prvi rundi končane, ker sem jih vse nakotiral, razumeš. Te moje zmage me sploh ne presenečajo, ker vem, koliko imam za sabo dela in koliko vloženih ur. Strah mora biti. V vseh fajtih, do zdaj me je bilo strah. Česa? Vsak ima svojo vojno v sebi in na stvari, ki jih ne moreš kontrolirati, naj te sploh ne obremenjujejo. Preden greš gledati to epizodo, bi te rad spomnil, da lahko nekaj narediš zame. Sam s tem, da subscribeš, komentiraš, pa to epizodo deliš med prijatelji, če ti je všeč, mi boš ogromno pomagal. Veš, da od mene ne dobiš nobenih oglasov, nikjer ti ne spamam, tako da, če hočeš nekaj narediti za underdoga, je to tvoja šansa. Če si že subscribil, pa svaka čast, hvala ti, uživi v pogledu. Veš, kam je všeč, da nisi na glasa primorskega izgubil? Koliko cajt si v Ljubljani? 8 let. Stari nič, ja. Veš kaj, tako ajde, ko se pogovarjam tako s folkom na treningu, začnem uporabljati dvojino, da folk ne šteka, veš, jaz sem ti gremo, ali pa kakšna pička, ne, ti gremo prej, kdo še pride, kao, noben ne prije, jaz sem ti, ampak ja. Moja žena je iz Pirana. A res, lepa. Kako ti je dobra Primorska? Malej, živeti grem tja, tako da. Vse meni isto, samo to mi manjka, ampak drugače pa tle imamo vse, veš, ono. Več se dogaja. Večji trg, več možnosti, boljši pogoji za vse. Ful se več dogaja, ne? Tako jaz sem tudi lih zanj smo se pogovarjali, sem rekel, stari, vse je lepo Primorska, pa drugače sem s Kamnika, ne, tudi narava pa vse, ampak pizda z delat, pa Kamniška Bistrica. Ja, sem videl slikco. Tam sem fulkrat. A si še kdaj tudi v Tolmunčke dol? Zgoraj malo više. Nižje dol, ob Strugi, če greš, imaš par... Samo videl sem, nisem pa šel. Ja, ti si hodil. Ja. Malo bolj... Temperatura je ista, no, kar je pomembno. Ja. Mogoče je malo manj ljudi. Ja, to pa je. Kar je slišal sem iz enega, en mi je govoril, nisem nikoli šel. Ja, hodil stare. Ok, Jakob Nedoh. Ja. Sploh ne vem, kako bi na hitro to zgodbo povedal, ker se je zgodila, da si ti danes kle, ampak mi je bila ful carska, ker pomeni, da univerzum oziroma vesolje hoče, da se mi da pogovorimo. Verjamem v ta zakon malo o privlačnosti, tako da ne lahko je poveš, če v bistvu jaz sem prišel na gym in meni Turk, Matej, imam enega, ki bi bil zate gost, pač noro dober, ne? In jaz tako, ok, hudo, da mi pove, kdo je, prav Jakob Nedoh, ne? Sem rekel, kaj pa dela, ker nisem sploh vedel. Je rekel MMA fighter. Sem rekel, ok, kaj Slovenc? Je rekel Slovenc in zdaj hara na evropskem. In sem bil tako, wow, kako jaz tega ne vem, te pogledam na Instagramu in ok, pustimo fight, ampak jaz sem šel čez par tvojih storijev in jaz sem videl, da ti tako šeraš stvari, ki jih isto jaz, ne? Se pravi, ta stoični mindset. To mi je. In sem bil tako, ok, v redu, pis, da njega res hočem klejevo mrolince, sem spet dubil in dubil sem jih, kam je on rekel zate, ne? No in 2 dni kasneje mene kliče Žan Tratar. Ok. In on meni, imam enega stari, ki bi bilo ful dobro, da pride k tebi na podcast, ne vem, pa ti se odloča, ne. Pa je tako, ok, v redu, kdo to je, prav Jakob Nedoh, ne, jaz tako, zdaj bi pa sad dojtel njegovo cifro, da se jaz zvedem, ne. Top. Tako da ful hvala, da skle, stari. Hvala vam, da ste me povabili, pač veselje mi je govoriti o takih stvareh, ki mogoče se jih še nismo nikjer tako neki dotaknili, no. Ja, pa vidim, da se že začuti, da bo šlo malo mogoče drugačke, ponovati intervjuje grejo. Ponavadi mi sploh ne pošljajo neke okvirne tematike, ker je vse vedno po istem kopitu, da imaš fight priprave, se veš, vse tako, ampak zdaj, ko sem videl, da oni drugi del je zavil na to področje, ki je meni ful všeč, mi je top z veseljem, evo, sem tukaj, tako da. Stari, light heavyweight, ne vem, komu ti to lažeš, ampak pač jaz, kaj sem te videl, sem rekel, tole je heavyweight. Škaj lik sem pojedel. Ne, hodo. Light heavyweight, to je kaj, do 100 kil? Ne. Light heavyweight je poltežka kategorija, do 93 kilogramov imaš en LBS odstopenja, to je kaj 0,4 kile, 0,44. V glavnem, ja, na vagi moram imeti 93,4 kile, zdaj jih imam okoli 104-105. Ja. Moja naravna je 105,
poleti oziroma izven kempov grem lahko tudi na 110, se zgodi. Tako da ja, weight cut je kar naporen, ampak se pač splača polno. Ja. Nisem vedel, stari, da je v Evropi to že na takem nivoju, MMA. Veš kaj je, pač Evropa ima KSV organizacijo, ki je Poljska, imaš na Češkem Oktagon, to so te manjše evropske organizacije, ki so ful popularne v Evropi, imaš tudi Rusijo, kjer so pač te ruske, ampak letos prvič je PFL, ki je v bistvu ena najhitreje rastočih organizacij, so organizirali prvi evropski turnir, drugače oni so Američani, ne? In so organizirali prvi evropski turnir in jaz sem spet po podobnem naključju, kot smo danes tukaj, sem se znašel v tem turnirju, bil sem na pravem mestu v pravem času. Takrat, ko sem se v Beogradu boril za eno organizacijo iz Bahrajna, sem enega nakotiral isto v 50 sekundah in še smo se tako zapričali s temi takrat z vodstvom in s temi delavci, ki so delali za Brave in sem jim ostal tako zgledal v dobri luči in pol smo čisto zgubili stike in nekateri ljudje so nehali delati za to organizacijo, so šli svojo pot in me kontaktirajo na številka na WhatsAppu, bi se boril na evropskem turnirju, to je tudi ta v bistvu sedanji menedžer v bistvu, ki me je porinil v to organizacijo. In tako sem pol prišel do tega sodelovanja, to je bilo decembra lani, sem zmagal v Celju in po tej zmagi sem dobil to ponudbo in sem rekel, to moram sprejeti. In zdaj sem že v tem turnirju, v bistvu v finalu prišel, pač v finale turnirja. 8.12, ne? Ja. Sem prav pogledal. 7 tednov. Kakšni so občutki? Top. Zdaj? Občutki so, veš kaj, moram jih še malo zavirati, ker mi cel trenerski štab in vse me more bremzati, ker jaz bi kar šel in ni dobro, ker moraš imeti ciklizacijo, moraš imeti in pike in moraš pravilno tempirati in stopnjevati seveda nivo treninga. Tudi če pogovarjava se tukaj o psihološkem delu, imaš tudi na tak način načrtno kaj zgrajen, da v enih trenutkih ti oni pustijo, da več razmišljaš o borbi, v enih trenutkih te pa mogoče od tega malo mikajo. To imam minimalno, mogoče v samem fight weeku se delajo se v bistvu upoštevajo nasvete trenerjev, ko mi zdaj čisto bolj sproščen ali pa kdaj že počasi se v fight mode preklapljaj. Ja. Večinoma psihološkega dela pa sam nekako reguliram in razmišljam, ker me to pač mi ful zanima in sem tu iz leti se preko tega športa zgradil nekako ta mental toughness, ki mi je verjetno v preteklosti sem ga imel ful manj oziroma mi je manjkal. Ok, gre malo nazaj. Ja. Koper, ne? Koper, ja. Si odraščal v Kopru, rojeno v Kopru? Ja, pač rojeno v Postojni, ampak odvedno sem v Kopru. Živeli smo prvo hrib nad Koprom, tam u nas Semedela. Semedela Markovec, se veš. Pol sem se v 8. razredu osnovne šole, smo se preselili v Koper, center Kopra. In tam se je tako vse skupaj začelo, ne? Jaz sem bil rokometaš, pol sem pa začel spoznavati malo koprsko družbo, pol sem šel se upisal na splošno gimnazijo v Kopru in tako nekje v prvem letniku, pri unih letih, 14-15 let, me rokomet ni več toliko zanimal, plus klub je razpadel, Cimos Koper, pol sem videl nekako, ful sem bil ambiciozen, hotel sem neki več iz sebe narediti, neki uspet nekako, tako da se bo res, da bom pustil nek pečat, ampak takrat sem to razmišljal skozi rokomet, pol pa ko se je zgodil ta razpad kluba in vse skupaj, se mi je vse malo tako ne podrlo, tako bil sem izgubljen, nisem vedel, kaj bi. Začel sem pol trenirati, v bistvu vsak dan sem postal obseden ta street workout, calisthenics. Vsak dan sem bil tam na štangah, v bistvu družba, tako neko zdravo druženje, ne glede na vreme in tam se je počasi začelo to grajenje in mentalno in fizično. Ne? In pol se je zgodil po enem letu v bistvu ta preobrat, da sem med sezono rokometno sem šel z frendom
v MMA Koper, v klub, na prvi trening. Probat, čisto tako. Nimo kaj delati poletje, razumeš. Ja. In smo šli tam, je bila ekipa ta malo starejša. Trenirali so v bistvu večinoma navijači, tifozi v Kopru. Tam so trenirali oni, pač navijači. Ni da so samo to delali, ampak preko tega smo se nekako spoznali in pol sem začel spoznavati tudi tašne kroge ljudi in sem se začel v bistvu me je ful potegnilo ta šport in pač trening samega športa. In takrat... A si takoj začutil, ko si začel trenirati, da pismo, tle sem pa dober? Ne, lih obratno sem začutil, tle pa mi ne gre. Ampak me je gnalo to v bistvu ta radovednost, do katere stopnje lahko sploh prideš. Pač se naučiš to, se ti odpre nekaj novega, se naučiš to, se ti spet novo odpre. Pol sem po enem letu hotel v amaterske borbe, zmagal, zgubil, pač ajde, sem zgubil, ampak pol sem hotel videti, kje je pač meja, razumeš, in še danes nisem ugotovil, kje je, pač nije. Kje si danes v primerjavi, kjer si bil takrat na začetku mentalno? Kaj drugače v tvoji glavi? Sama percepcija borbe, oziroma takrat mi je bila borba nekaj strašnega, neki najvišji strah, kar si ga pač lahko podoživel. Če pač lahko ga primerjaš z nekimi katastrofami, z nekimi takimi šoki v življenju, če se ti zgodijo. In nič, danes pa mi je to v bistvu, ko se zavedam svojih sposobnosti in tudi ko sem tako pač malo bolj drugače razmišljam, mi je to v bistvu pol fun part, ne? Ko delam vse te težke priprave, mi je to res fun part. Ampak vsaka borba te še malo bolj zgradi, še malo bolj. Všeč mi je, da si strah omenil že toliko zgodaj, ker sem se hotel te tematike s tabo dotakniti. Ja, točno. Mike Tyson, danes ga bo večkrat omenil, on je moj najljubši borilni športi, če se gremo. Sploh zaradi tega, kar zdaj deli med ljudmi. Meni je všeč ta njegov preobrat in ta samorefleksija, kako on v bistvu nas se gleda. Ja. Kaj je bil in on se v bistvu sramuje samega sebe, kar je on bil, a v bistvu je za večino ljudi še vedno legenda, a zase v bistvu, ne vem, neka oseba, ki je že zdavnaj ni več. Tako, sigurno je opazil vse nekaj slabega, ampak mislim, da pri njemu je najlepše to, da je pred celim svetom to osebo sprejel, pa pač samo pokazal, kako je zdaj drugače, ne govoril, a veš, to ne smeš delati, ne. Pač če ne bi bilo tega Tysona, ne bi bilo tega Tysona, ki ga zdaj poznamo. Točno to, ja. Hotel sem pa reči, kvot njegov iz vidika strahu, rekel je, kako si sploh lahko borc, če ne poznaš strahu. In tlej prva ta miskoncepcija, ki sem jo jaz pol tudi začutil, ker sem se vprašal stari Izraela Desanja, Johnny Bones Jones, Francis Ngannou, te ljudje, ki stopijo v ring, stari, njih ni strah. In sem si rekel, a je to res? Ja. In zdaj bi tebe direktno vprašal, kje je strah prisoten pri vas borcih? Kako se ta strah pri vas kaže, pa kako ga handlaš? Strah začutiš prvič, ko dobiš nasprotnika. Od une sekunde, ko imaš ti obraz pred sabo, s katerim se boš pač mogel soočiti pač na dan fajta. In takrat je v bistvu se začne... To, kot si tu že omenil, vizualizacija je pri meni ne načrtna, ampak čisto že podzavestna, razumeš? In meni se dostikrat pač zvečer zgodi, ali pa ko sem sam, se takoj začne razmišljati in vse situacije, borbe in sam prihod do tam in vse v povezavi s tem nasprotnikom. Ampak to je zdaj več ne dojemam kot en strah, ampak kot nekaj pozitivnega, pač, kar mi daje... Počas te zbuja in te daje v fajta. Ja, točno to. Me pripravlja nekako psihično na ta dogodek. Pol pa pravi strah se zgodi, jaz mislim, da... Veš kaj, ko prijem tam v določeno mesto, državo, kjer se borim,
sem ful sproščen, ker imam na glavi, oziroma sem fokusiran samo na zbijanje kil. Jaz zadnji par dni zbijam po 7-8 kil. Se pravi, si toliko zamoten, da misli ne morejo po svoje. In mi v bistvu paše, da razmišljam o tem, zato da nisem še z glavo v fajtu, se pol ne matram. Pol je en dan prej vaga in pol se tam začne počasi face off. Prvič pogledaš nasprotnika tako res v oči, vsega že vidiš prej, tako se pozdraviš, ampak zdaj prvič, da ga res pogledaš v notranjost. No. Kaj gre takrat po glavi, ko se gledata iz oči v oči? Jaz sploh ne razmišljam o ničemer, samo probam videti, če ga je kaj strah, probam videti, če je bolj agresivno nastrojen. Tako, probam ga prebrati v bistvu njegovo stanje. No, ne vem, kako. Točno zdaj, na zadnjem fajtu je v bistvu prišel, je bil domačin, Francoz, v Parizu je bila borba in bili smo v enem takem velikem studiu live na eni francoski najbolj znani televiziji, ne vem, pač bilo je res proper, ki imaš publiko iz tu veš sedijo. Veš prav studio, pol imaš 3 v spredju, ki so voditelji, bil je ta Stefan Struve, bivši UFC fighter, bil je Dan Hardy, poznaš, Dan Hardy je legenda. Da so se marca spoznala in od takrat govori z njim, kot da je tako friend. In v glavnem bili smo in na koncu pač vsak par so nas poklicali na oder in pol še intervju, Dan Hardy nas je intervjuval in zraven so pa še imeli oni prenos Francozi. Ne? In v glavnem jaz sem se z njim, s tem nasprotnikom, sem se tam v bistvu face off, stare down in pravi on, big fight, you ready? Jaz se mu nasmejem, I am, are you? Is the question, pravi on. Tako, sem ga bil, veš, da ni bil lih siguren, sem začutil to, da je bolj govori stvari, sem da jih pove, ne pa zaradi tega, ker se res tako počuti. No. In takrat sem že malo mi je dalo tle se začne, ne? Ja, tle se začne. Pol pa je zadnji dan, ne? Zadnji dan, fight day. Zjutraj, oziroma probaš se čim bolj naspat. Zajtrk, to si še bolj sproščen, pol pa od kosila naprej že nekako se oddajaš v fight mode. V dvorano sem šel, zdaj zadnji fight mi je bilo tako, sem bil kar tako trema, s tem, da sem prišel v dvorano ob 7, fight pa sem imel ob 10, 11. Pol pa, ko sem prišel enkrat v dvorano, čisto sproščen, pol pa se mi je začela ona pozitivna trema, da sem že komaj čakal borba. Pol so se mi vlekli fajti, ker so vsi šli na decision, torej do konca, brez da so se predčasno zaključili. In ja, pol sem že vmes sem tako padal, sem postajal že tako utrujen, zaspan, pol sem se pa mogel prisiliti, da se aktiviram na potrebno stopnjo, no, da prijem not. Tako da strah mora biti. V vseh fajtih, da do zdaj me je bilo strah. Česa? Ni me strah niti poškodb, niti bolečine, to te daj me strah. Najbolj te je strah razočarati ljudi, biti ponižan tam, pač izpast kot en začetnik, oziroma točno to bil. Sploh te ni strah občutkov, bolj te strah tega, kaj si bojo drugi mislili o tebi. No? In razočarati pač sponzorje, trenerje, ljudi, ki verjamejo vate. To je bolj. Ja, to je pa ena stoična, ki ti po moje kar pomaga v takih situacijah, ne? Da v bistvu pravega človeka oziroma pravega borca ni strah niti umret v ringu. A ne? Ja, strah ga je, da ne bi dal vsega od sebe, da ne bi mogel pokazati svetu, koliko dejansko je dober. Točno to. Se mi je zgodilo v parameterskih borbah, zato sem vesel, da se mi je. Ko sem vedel, da lahko ful več dam od sebe, pa nisem dal in sem se pol ful, kaj nisem to. Zdaj pa res raje daš all-in. Tudi če zgubiš, bo ful boljše, če zmagaš, oziroma ne bo lih ful boljše, ampak tako, da ne daš vse od sebe, da ti je pol žal, kaj nisem naredil to, kaj nisem to. Tako da zdaj pa res vedno, ko grem not,
kot si rekel, meni sploh strah. Ja. Je ono, kill or be killed, razumeš, ni ono, te ni sploh strah, ne umret, ne odprimi glavo, ni šans, da se ustavim, razumeš. Naučil si se obvladati strah. Ne? To je nadaljevanje unga kvota od Tysona, ne? Da kako si lahko sploh fighter, če te ni strah. On je rekel, če strah primerjaš z ognjem, je to ena in ista zadeva. Ogenj te lahko peče, ljudje je strah ognja. Ampak če ne bi bilo ognja, mi ne bi preživela. Ne? Ogenj te lahko tudi greje, ogenj ti lahko skuha hrano itd. Lahko ti služi v tvojo korist. To je v bistvu od Cass Dameta, njegov mentor. To je v bistvu njegova izjava. In jaz sem res mislil, da bo prve fajte sem si predstavljal, vsak fajt me bo manj strah in me bo v bistvu enkrat me bo strah minil in ko bom res profi, bom šel v fajt čisto sproščen. Ampak je bilo to napačno mišljenje. Vsak fajt je bolj pomemben, vsak fajt je bolj strah, vsak fajt je več pritiska, vsak fajt več pričakujejo od tebe in ampak zdaj pa vsako borbo sem pa bolj v bistvu nekako miren v sebi. Bolj me je strah, ampak vedno bolj znam strah, kot si rekel, kontrolirati. No. In če te ni strah, boš šel v borbo sproščen in ne boš sploh ošter, ne boš toliko pač ne boš toliko fokusiran, ne boš hiter, enostavno ne boš to, ker lahko strah iz tebe iztisne, ker strah je neko stanje, malo više, zahteva malo več energije, ne moreš biti dolgotrajno, ker po borbi se ti bom povedal, kakšni so polobčutki. In to stanje moraš razumeti in ga moraš v bistvu stopnjevati in ga zavirati tik do borbe in pol ga spustiti in še takrat ga moraš pa kontrolirati, ko si v tem stanju, torej da postaneš, da ti služi v tvoje korist. V mojem primeru je, da mi služi, da postanem bolj nevaren, hitrejši od nasprotnika in pač, ja. Ti si v enem intervjuju, ali kva si imel, si rekel, nekaj, ki mi je tudi ostalo v spominu, si rekel, me je strah, ampak jaz vem, da je tudi njega na drugi strani strah, lih tako ka mene, a ne? Zdaj pa sam, kdo bo pač bolj pripravljen. Imaš itak fulje momentov, ko prideš do ene točke, kjer ti zmanjka pozitivnih misli, ki jih moraš metati proti negativnim, kar je spet Tyson enkrat omenil. V bistvu ti moraš imeti dovolj pozitivnih stvari, da jih mečeš kontra vsem tem mislim oziroma dvomom, ki se ti pojavljajo. In kdaj ti to zmanjka in takrat se samo spomnim, pa se le njemu je isto, razumeš, če mu ni še slabše. Pač pol si zamislim, kako je bilo meni, da bi imel samega sebe nasproti in sem si predstavljal, da pač bi mi bilo res katastrofalno. No. Tako da ja, pol se s tem nekako odmisliš in greš dalje. En kvot bi ti prebral, ker si ga tudi ti pošeril. Ja. In mi je bil všeč, še sem šel malo čez tvoj IG, ki me je čisto odpotegnil. Top. In sem rekel, parih bom po screenshotu. In en je od Cass D'Amato. There is no difference between a hero and a coward in what they feel. It's what they do that makes them different. Ja, točno to. Kaj misliš ti o temu? Zakaj si ta kvot napisal? Daj pet malo globi noter. Malo mi povej, kaj stoji od zadaj tukaj. Ja, v bistvu vsak občuti iste stvari, ker smo vsi pač ljudje, razumeš. In vsak človek, ki je vržen v neko okolje, če sta dva vržena v eno okolje, ki je stresno, ki sproža adrenalin, strah, ki vklaplja razne te primitivne instinkte po preživetju. Imaš ti dve opcije, ne? Beg ali pa pač da ostaneš in se boriš. Ne? In tle se pač delajo razlike med pač coward, med temi, ki jih je pač boječkami, ne vem, ko bi rekel po slovensko, da ne spade smešno. Ja. Pičke, da ja. In pol imaš pa v bistvu heroje, ne? Ki so v bistvu isto se počutijo, ampak drugače odreagirajo v istem danem občutku oziroma položaju. Tako da tle se pa delajo te razlike, ne? In to je spet sama glava. Lahko sta oba fizično pripravljena, lahko je ta še bolj fizično pripravljena, če bo izbral v bistvu beg, ne bo lih v fajtu bežal, ampak ne bo toliko samozavesten v kar je sposoben v svoje sposobnosti. No.
in bo odreagiral drugače, zato ker bo on toliko bolj prevladoval svojo mentaliteto. No. Se pravi, je to nekako pogum v bistvu. Ne? Pogum, ja. V bistvu je pogum. Ja, pogum je ena stvar, ki sem se jo tudi s tabo hotel dotakniti, ker mi je taka zelo zanimiva beseda, ne? Ker veliko ljudi misli, da pač pogum ti imaš. Tako, enega ima več, enega ima manj. Bravo, ja. Veš kaj, tudi sem zadnjič razmišljal. Lahko si pogumen na enem področju, sem lahko pogumen v fajtu. Pol pa prijem, ne vem, da radi intervju, ne morem dati zdaj kot primerjavo, ampak imaš, nekateri ljudje jih je strah, ne vem, javno nastopati. Tuji borce, na primer, po mojem. Eni se znajo ful dobro boriti, ampak pri javnem nastopanju pač jih je ful strah in bojo ful bojo imeli ful treme. Ja. Tako da jaz mislim, da pogum je tudi odvisen od področja. Pač spet izhaja iz tega, če ti delaš neko stvar in si v nečemu dober, torej to delaš, pač to ponavljaš in zato si v temu dober in si v to situacijo postavljen večkrat in dobivaš vsakič več samozavesti in si bolj pogumen. Ja. Zdaj pa, če ti je nekaj novega, si v temu, po mojem, manj pogumen. Ja, jaz verjamem, da je pogum nekaj, kar zgradiš, kar je nagrada za premagan strah. Tako nekako sem jaz nazadnje, ki sva še z Žbetom se pogovarjali o tem. Nagrada za premagan straha. Ne? Točno to. Večkrat, ko se daš v situacijo, si sam lepo povedal, ki ti je neprijetna, kjer trpiš, pa je lahko to za enega branje pred celim razredom, ne? Ja, ali pa za enega, ne vem, podpis pogodbe. Jaz se spomnim tako, jaz sem bil, ne vem, pol na gimnaziji, pol na faksu in imel sem takrat strah, tako, ni mi bilo prijetno iti pred folk govoriti, ni mi bilo prijetno, ne vem, tako, ni bilo lih tako samozavestno vse, kot pač bi moglo biti kot nekateri, naprimer sošolci, ki jim je bilo to samoumevno. Ampak je pa res, da sem ko sem začel se s fajtom ukvarjati in ko sem prve borbe naredil, je pa res, da je to ful vplivalo na ostala področja mojega življenja in mi je v bistvu, ko sem enkrat šel v fajt, mi je tako, ko sem šel na izpit, mi je bilo to, kot da grem scat, razumeš? Ja. Pač, to je ful dobro in jaz sem se skozi ta šport in skozi borbo psihično zgradil v bistvu in karakterno, mislim. Zato mi je to tako všečno. Ja, ker je eden izmed najbolj napornih športov, če gledava iz vidika treninga. Ne? Ja. Meni je Turk rekel, Matej mi je rekel, če bi rad, jaz sem rekel, kot kjer športnik ne treniram, da bom pač najbolj tudi za mentalno lahko zbildu. In mi je rekel, MMA, fighter. Pač vse moraš. Moraš biti močen, moraš imeti kondicijo, moraš biti hiter, moraš biti eksploziven, moraš biti z glavo pri stvari, moraš razmišljati in sem biti tako, okay, plus kompleksen šport, to moraš imeti razdelano, ne vem, ful zmanjka časa za trenirati vse. To so že 3 pomembni športi v enemu. Ja. Šport, pač borba na nogah je tajski boks, kolena, komolci, kiki, boks. Prehod v borbo na tleh je rokoborba, judo nekako. Pol parter in sama borba na tleh je brazilski jiu-jitsu povezan z udarci v ground and poundu in kontrole. To so že 3 tako kompleksni športi, ki jih ljudje trenirajo posamično. Mi pa jih moramo ukomponirati pač v eno skupno celoto in še povezovati to. Ja. Ker dosti MMA borcev trenira ločeno boks, ločeno to, pol pa ko pride do dela, kjer moraš to povezati, ne pride do te povezave, ne? In zato pač lahko si ti ful dober bokser, pa sem jaz povprečen bokser, pa te bom, ne vem, brez problema rušil. Tako, in pa je tudi strategija od zadja, ne? Mislim, že sam, če pogledaš, kako je Khabib zdominiral UFC sceno, a ne? Taktičen del, pač ful je taktike, dobra tehnika tudi. In pa še ta mentalni del, ne? Ki se mi zdi še bolj pomembno meni od vsega tega. Kje so ostalo pri pogumu? Pri pogumu, ja. Mogoče, da se malo poigrava z njo, kaj mogoče tep. Pogum tudi pomeni, pa lepo si pol samozavest omenil. Se mi zdi, da gre sta zelo lepo skupaj. In tega sem slišal od, je bil Goggins, ali kdo je bil, ne, ali pa Hormozi. En izmed teh dveh je rekel quote. In sicer, da samozavesti ne dobiš tako, da si vsak dan v špegu govoriš, kdo pa kaj si. Ampak da imaš goro dokazov, da si točno to, kar govoriš, da si.
Ja, točno to. Jaz mislim, pač največ samozavesti pri sebi dobim iz pač hard worka in iz pozicij, kjer grem čez sebe. Ne? Pač, ali so to sparingi, ali je to uteži pri zadnjih ponovitvah, ko ne gre več, pa stisneš čez, ali je to pri kondiciji, ko se pušaš v limite, ko misliš, da boš padel skupaj, in greš čez to in pol greš domov, se spočiješ, priješ drugi dan in narediš to isto, oziroma drugi dan, ali pa čez dan narediš to isto in ti je kar neki, razumeš? In pol vidiš, da lahko v bistvu greš še in tako delaš lahko z vsemi področji življenja. Ko to odkriješ, mislim, da zgornje meje ni. No. Bravo. In meni všeč tu je ta, ne vem, Conor je enkrat rekel, outwork that doubt. Veš, no? Ja. Torej, premagi svoj dvom, obi svoj dvom. Pač. Z trdim delom pač premagaj dvome. Ja. In mislim, da velika količina teh pač fokusa, vložene energije, časa v nekaj ti pač prinese ta samozavest, da ti lahko pol začneš treštokat in nokautirati ali karkoli delati in se igrati v show biznisu. Če nimaš neke podlage močne za sabo, nekih abilitijev, kot jih je imel pač Conor, naprimer, ne bi on mogel treštokat, ker ne pije vodo na dolgi rok. Bo bi prišel en boljši in bi ga pač zložil. Ja, se zato pa je tako trpel pri Khabibu, pa pol ta zlom noge, pa vse. Vse je bilo proti njemu kar naenkrat. In pač on si je želel, on je verjel, ampak vesolje mu ni dal. Jaz mislim, da enkrat, ko je on osvojil oba pasova, ti priješ do točke, ko osvojiš nek cilj, ki ti je bil najbolj primaren in najvišji cilj. In ko to osvojiš, nisi več toliko hungry, po mojem. In je najtežje, zato si pač najtežje, ko postaneš čemp, braniti naslove. Ne? Nekih je pač GSP, John Jones, to so ljudje, ki so jih so imeli neki višji smisel, ne samo belt, ampak pač biti res čemp. Pismo, Mogoče je prezgodaj, da te to vprašam, ampak to, kar si napisal, si po mojem napisal sam in zelo lepo lahko poveževa na to tematiko, ki so se zdaj pogovarjali. Ker moje vprašanje je bilo tako, mislim, tako, kot si zdaj sam rekel, vsi najboljši borci so se borili oziroma se borijo za nekaj večjega od njih. In ti si zapisal na Instagramu: "We came from humble families, old houses, local towns with sad stories. We are hustling not to impress or be in competition with anyone. We just want to change the whole storyline and fight the battles our parents never won." Zdaj sem sam sebe stresel, stari. Tam je bila brutalna. Ne? Pač, medtem ko borci tekmujejo en proti drugemu, je tle v bistvu, mene ne zanima, kdo je na nasprotni strani, nimam nobenih nekih zamir do njega, to je samo ena figura na moji poti do ciljev, ki jo moram pač odstraniti. Ampak to pa delam zato, ker bi rad nekaj več, oziroma pač stopil iz tega nekega ritma, moraš hoditi v šolo, pedi v službo, 8 ur delaj in vikende, ne vem, delaj svoj hobi in tako plačuj položnice in umri, razumeš? To mene ne zanima. In samo zato, pač moji starši so vsakem času so me vzgojili na najboljši možni način, se zavedam. In so iz družin, kjer pač niso dosti imeli na začetku, že kar so oni naredili, da so v bistvu doštudirali univerzitetnih pač izobrazbe in da so se zaposlili, oba sta v javnem sektorju, imata za javni sektor pač več kot dobro plačo. Že v bistvu ta njihov prehod iz te situacije, kjer so oni bili v to, kar so zdaj, je za njih pač ful in pač je velik premik. Jaz pa hočem iz tega še več narediti, tako zaradi sebe, v bistvu, da si dokažem, kaj sem zmožen, pa tudi, da sem nek vzor v bistvu ljudem, da prehodim eno pot, ki jo še ni noben in da v bistvu pol odprem eno v bistvu cesto še za druge, ki bi v tej smeri si želeli iti, v tem primeru pač MMA šport. Wow. Ja. Wow.
A si čutil, kdaj si prvič začutil, da je to dejansko mogoče? V bistvu pred kratkim. Lani pač, veš, da je vmes bila korona, pol med korono, takrat sem dobro, bil sem v vezi, bil sem brez nekih v udobnem okolju, treniral sem, ker mi je pač to del mene in brez treninga pač jaz ne morem funkcionirati. Ampak nisem pa videl neke svetle prihodnosti v svoji karieri borilnih veščin oziroma MMA. In pol sem se v eni slovenski organizaciji Valhalla Fight Night v Celju boril, ker sem bil glavna borba in takrat tudi še sem zmagal, ampak nisem imel nobene ponudbe iz strani kakšne resne organizacije. In pol je pa prišla ta ponudba od PFL-a. In tudi takrat še nisem tega čutil, da bi lahko res nekaj takega naredil. Ampak se mi je pa zgodil ta klik, ko sem si rekel, evo, to je življenjska ponudba. Če zdaj ne bom naredil če zdaj ne vzpostavim nekih temeljnih navad oziroma spremenim sebe in ker vem, da imam full rezerv posod in če se ne spravim resno in ne zagrabim 100% to šanso, pol si ne zaslužim nobene druge. Tako sem si rekel in evo, zdaj sem v bistvu v enem letu se spremenil, sem toliko napredoval in mentalno in fizično, kot sem naprimer v prejšnjih 3 letih naprimer. In odkar sem zdaj in to so te moje zmage me sploh ne presenečajo kot, ne vem, javnost in novinarje in medije. Me ne presenečajo, ker vem, koliko imam za sabo dela in koliko vloženih ur čisto izven kamer in za objektivi. Ampak mi pa dajo potrditve, da lahko. Pač, če je bila prva borba marca, mi neki wow, mi je zdaj smešna. Če mi je bil ta nasprotnik v Parizu, vsi so govorili, ta je prvi bolj resen, pa ni bil nokautiran, pa ima trdo brado, pa je rokoborec, pa on se je navajen boriti 3 runde, ti imaš samo prve runde. Sva se pač borila minuto pa pol, razumeš. In sem spet šel čez. Bil sem v glavi pripravljen, evo, zdaj se bo 3 runde klanje, razumeš? Pum, minuta pa pol. Zdaj imam 5x5 minut, to je 25 minut borbe za pas. Jaz bom prišel tam pripravljen za 8 rund in bom pripravljen 5 rund se boriti z zlomljenimi kostmi, ampak mislim, da bo scenarij spet drugačen, ampak spet moraš se prisiliti, da ne podcenjuješ in je ful težko ohranjati to sredino, no. A imaš občutek, da nimaš nič za zgubiti ali da imaš vse za zgubiti? Ne, lih ta občutek imam, da nimam nič za zgubiti. Pač v bistvu bi mogel imeti lih obraten občutek, ker bo največ ljudi iz Slovenije bo šlo v tujino, pač na borbo, pričakovanj bo ful, pač pritisk bo velik, borba za $100,000. Tako da Money fight. Ja, prvi tako real money fight. Wow. Tako da, ja, ampak res denar mi je pomemben, itak da mi je, ampak meni je bolj pomembno, da tam se ne predam nikoli v glavi, razumeš, da sem tam, da grem tam not in da se mi zgodi, ker vem v sebi, da sem sposoben nečesa več, ko pridejo stvari do ene točke, ko je ful težko, takrat se mi odpre nek nov svet in takrat začnem ful dobro delovati. In v bistvu noben fight se mi to sploh še ni zgodilo, zato ker nisem z nobenim se v bistvu še stepil, zato ker so borbe v prvi rundi končane, ker sem jih vse nakotiral, razumeš. In rabim enega, da bo dovolj kvaliteten, da me bo prisilil v ta zone. Wow. Ja. Hudo stari. Ena čečenska modrost je, ki sem jo prebral med tem, ki sem malo kvotov iskal takih zanimivih, ki bi se lahko o njih pogovarjala. In sicer, kdor misli na posledice, ne more biti pogumen. Ja, tudi to je res, bravo.
Točno to. Pač edine posledice, o katerih sem razmišljal, je, da ne bom nikoli prišel v kakšne stvari, pač, da ne bom v nekih škandaloznih se pojavljal, pač, da ne bom hodil izven, da ne bi nosil nekih posledic iz strani ali zakona ali pa zaradi zdravja. To pač, sem bil dosti v teh krogih, ampak pač glede pa posledic tako na borbi, kjer je pač oba vemo, zakaj smo tam pa ne razmišljamo o nekih posledicah. No. Kot sem prej rekel, poškodbe me glih ne skrbijo. No. Ja. A bi porekel, da ti je v bistvu nočem reči borba, ampak stil življenja, ki si se ga zbral, ne? Ker ni sam fighting, ampak je način treninga, način razmišljanja, da te je pelal stran od ene poti, ki mogoče ne bi bila toliko lepa. Ja, itak. V bistvu ne, da me je peljalo, ves čas me je držalo in me še zdaj drži stran od tam, ker pridejo dnevi, oziroma so bili dnevi, zdaj jih več ni med korono, pač ko ni, ali pa ko se ne dogaja, ko se stvari ne premikajo, treniraš, ni sponzorjev, pač namesto, da bi vlagal čas v trening, bi lahko delal, bi imel denar, pol sem bil študent, ker sem pač študiral in delal, starši so mi toliko pomagali, da sem pač študiral. Vsakem času nisem nekaj več pričakoval, ampak pol pa gledaš sovrstnike, razumeš, hodijo ven, greš v njesto, pa moraš gledati na denar in tako. Pol te včasih prime, da bi ubral kakšno krajšnico, razumeš. In meni so bile krajšnice ves čas tako na dosegu roke, ker pač poznam take ljudi in sem s takimi ljudmi odraščal. No. Ja. Tako da ampak mi je pa šport ves čas sem se pa videl, da mi je to nek pobeg in neka opcija do nečesa višjega in vsi so mi govorili, tudi vsak čast so mi govorili, ne rabi ti to, ti si športnik, ti si to. In sem zdaj vesel za to in ti boš še daleč prišel in tako. Evo. Ja. Mislim, kar jaz do zdaj čutim, je ena taka skromnost pa odločenost. Tako, ko mi razlagaš te zgodbe, ko mi razlagaš stvari, se mi zdi, da si kreknil. Eno izmed zelo pomembnih stvari, ki je najbolj nevarna za enega uspešnega sploh borca, ne? Če pogledava zgodovino, kje so skrenili oni, ki so dejansko imeli velik potencial, pa ne samo v fajtu, tudi v drugih športih. Ne? Ja. Je bila ta scena, ki je tudi Tyson rekel, in sem čakal zelo dolgo, da lahko to rečem na podcastu, ampak je rekel takole, listen, when you're favored by God, you're also favored by the devil. Res je. In kaj s tem hotel povedati je, da tako, ko navija zate ta sila, ki ti želi najboljš, navija zate tudi ona sila, ki ti daje vse te opcije, zdaj še bolj pred tebe, pa le zdaj imaš denar, ne rabiš treningov. Jaz sem si to predstavljal tako, ko si v enem povprečju, ti niti višja ti niti dobra stran ne ponuja ful enih stvari in niti slaba, ker si pač ti vmes in si daleč od obeh. Više, ko greš, pa imaš obe tako v bližini in so res situacije oziroma veš, kaj je meni ful všeč? Ko je rekel nekdo, the man who kaže, človek, ki nima višjega cilja, se zamoti za pleasure oziroma za ugodjem, udobjem. Ja. Človek, ki nima pač više neke vizije in cilja, se bo v bistvu they distract themselves with the pleasure. In kdaj, ko ti zmanjka oziroma ko ne misliš na ta višji cilj oziroma ko te mogoče ta višji cilj se oddali, ne vem, ali zaradi zdravja, bilo kakšnega razloga, te v bistvu bolj prime ona želja po hitri sreči, bi jaz rekel. No. In ta hitra sreča, mislim, da je problem za celotno našo družbo. Ker vsi iščejo, kako bojo srečni čez noč, noben se ne bi potrudil za srečo in zato smo, kjer smo in zato gre v bistvu tako svet. Svet je ful bolj pokvarjen kot dober, se mi zdi, v tem trenutnem času. No. Zato je pa na nas,
da premikamo lestvico tja, kamor jo mi hočemo in to je v dobroto, a ne? Točno to, ja. Zato bi te na tej točki mogoče vprašal, a je kakšna stvar, ki bi jo lahko rekel mladim, starim, komurkoli, ki se je nekako pri tebi pokazala kot modrost, kot nekaj, kar bi lahko že zdaj predal naprej, pa bi ljudem pomagal mogoče. Ja, jaz bi rekel, da naj iščejo vedno neko poštenost, da naj iščejo stvari, ki jih veselijo, ne govorim zdaj neke odvisnosti in tašne stvari, ampak naj se vedno v bistvu sledijo, da najdejo neko stvar, ki jih veseli in jim prinaša zadovoljstvo, tudi če jim ta stvar ne bo prinašala na začetku pač denarja in če ne bojo mogli živeti od tega. Zato, ker ko ti delaš eno stvar, ki jo imaš rad, pol si v bistvu ti nasplošno v sebi nekako imaš eno zadovoljstvo. Ne? In tudi, ko bo stvar postala bolj resna, ko bo v bistvu že prešla v to, da boš ti lahko tega služil oziroma v profesionalizem, bodo momenti, ko bo težko in ko ne boš videl izhoda, ampak boš šel naprej samo zato, ker ti je ta stvar všeč. In če boš delal nekaj, kar ti ni všeč in boš delal nekaj zaradi denarja kot nekega zunanjega dejavnika motivacije, boš na težkih teh momentih boš pač to boš opustil, boš se predal in ne boš šel naprej. Ne? Tako da jaz sem vedno sledil, da sem delal to, kar mi je všeč, čeprav so me starši hoteli zadržati v rokometu, kaj se boš tepil, tam so sami nasilneži, tam pač se veš. Moj šport je, ne vem zakaj, pač lahko sem sklepam, ful povezan z ljudmi, ki so, ne vem, ki so izven zakona, ki se ukvarjajo s stvarmi, ki pač niso legalne in je ful, ne vem zakaj, ampak v tem športu vsi to trenirajo, taki ljudje. In valjda, da imajo tudi pol ljudje stereotipe v tem športu. Ne? Bi rekel, da ti je dal to eno identifikacijo oziroma neko persono, ki so jo že ustvarjali ljudje. Zaradi tega? Ali... Ja, še vedno mi daje za ljudi, ki me ne poznajo. Ja. Še vedno mislim, pač, ko berem tako kakšne komentarje po teh 24 ur, pa novice, še vedno vidim, da folk živi, ne vem, v času jamskih ljudi. Ne, to je hardcore. Ampak tako, še vedno mislim, ja, da nas obravnavajo, da smo tako malo bolj glupe sorte in da se znamo samo tepti in da smo neki nasilneži. No. Ampak to mene itak ne, pač ker neki, sploh mi ni pomerno. Grem jim tebe, ja, meni ostalo. Komentarji, niti pohvale, niti hejti me ne zanimajo, razumeš, ker jaz delam stvari ne zaradi pohvali, ne da bom jaz. Če bi zbiral, bi raje, da ne bi sploh imel pozornosti, da ne bi sploh me ljudje poznali, da bi delal to, kar delam in da bi od tega služil in je to. Ampak dobro, itak, zdaj sem se na to pozornost in to sem se že navadil in pač se zavedam, da je to ful pomembno, če se hočeš tržiti in pač tudi živeti od športa izven samega ringa, ne. Ja, preko se pač to zavedaš in tako je z vsem, naprimer, če si nek ful hud športnik in da nimaš Instagrama, pač, naprimer, ne, ta primerjava. Vse to je žalostno, ampak tako svet deluje, ne, danes. Je pa sam še en pritisk zate zraven, ne, kako boš izpadel, tam se moraš tako obnašati, tega ne smeš reči, tu lahko rečeš. Ampak ni sploh tega pritiska več, zakaj? Zato, ker večino časa sem to, kar sem in vem, da sploh nimam zdaj jaz pritiska, da jaz zdaj tu 2 ure glumim nekaj drugega, kot ko sem prišel. Jaz sem isti, bom šel ven, kot sem zdaj tu. In se zavedam, da nisem nek debil, da nisem, ne vem, da nisem slab človek. Bravo, ja, to si dobro povedal. Tako da čisto enostavno. Vsak ima svoje napake, ki se jih pač, če se jih zavedaš, si že na pol poti. Tako da se zavedam svojih napak in to poskušam odpraviti, ampak to, kar je dobro, obdržimo oziroma nadgrajujemo. Ja. Tako da, ja, kot si rekel, pritisk ima nekdo, ki laže oziroma ki ima neko masko navzven, no. Ja. Ja, ki je to, kar je, nima pritiska. Ne?
To je ful dobro, da si to zavestil, ker tudi jaz pri sebi, ki sem enkrat na enem podcastu, ki sem bil gost, vprašal, kaj je nekaj tako v biznisu, na kar si ponosen ali pa kaj ti je najbolj všeč, ne, sem rekel točno to. Zato, da za razliko od mrzkoga, ki sedi v tej sobi, lahko pridem v sobo, pa sem točno to, kar sem tudi izven sobe. Ne rabim zbirati, v katero sobo bom šel, zato da bom neki koristi dobil od tega, ampak mi je dovolj to, da pokažem, kakšen sem, vi se pa odločite, me boste sprejeli ali pa ne. Ampak na koncu dneva me boli, stari. In če me ne boste sprejeli, to se pač boste vi trpeli škodo, grem jaz tam, razumeš? Točno to, Nekje bom, vem, da pač se zavedaš, kaj si sposoben svojega znanja in veš, kdo si v bistvu. Ja. In greš pač naprej. Ja. Veš, ko je slika, ko je bogati v garaži, cel zaprašen in tako. V bistvu je pomemben kraj, kjer si, da določa tvojo vrednost. V bistvu. Ja. Tvoja vrednost je odvisna od pač okolja. Ja. Nekje boš ful vreden, nekje pa ne boš nič. Ne? Tako da, ja. Točno to. Ne? Na koncu dneva pa svojo zgodbo gradiš, za kva bi se ukvarjal s tem, kva bi drugi radi, da si. Točno to. Ampak veliko ljudi se pol najde, ker rataš malo bolj uspešen. Ne vem, si ti to že doživel ali mogoče doživljaš. Da se najdejo kar naenkrat eni ljudje, ki zdaj bi bili pa oni zraven. Pa, ja, itak. To pa bil. Že doživljam sem, ampak se zavedam, da to ni niti začetek v bistvu čez tega, kar vse prihaja, zato ker je to ful povezano pač s temi mojimi cilji, ki jih bom dosegel še v prihodnje. Ne? In bo vedno več tega, vedno več bo pozornosti, vedno več ljudi bo vedlo zame oziroma za to, kar delam. In bo vedno več tudi novih prijateljev prihajalo. Tako da se zavedam tega in se tudi veselim v bistvu komunicirati s takimi. Bravo. No. Mislim, stvari gledaš kot izziv, ne kot oviro, oziroma pač res je to, kar si prej rekel, ne? Kako handlaš strah, kako handlaš misli. Pač, ko pridejo, sem klej, vem, da sem dosti dober, da bom shendlil situacijo po najboljših možnih očeh in to ti je dosta. Ne? Ja, res je. To te bo delčpal ali 100%. Ja. Malo bi šel na misli, pa na flow. En dober quote sem slišal, ki v bistvu primerja stres pa flow. Ne? Torej, stress are thoughts without control, flow is control without thoughts. In zdaj, ko si ti enkrat v borbi noter, verjetno za misli si predstavljam, da ni veliko prostora. Ne, misli ni. Jaz tudi po borbi, naprimer se same borbe in sploh ne spomnim. Pač zgleda, da adrenalin naredi svoje. Ne spomniš se? Ne, moram jo pogledati, da vidim sploh. Spomnim se, ne vem, rušil me je, ustal sem. Nisem se spomnil, vedel sem ga zdesno, da sem ga zadev, ne spomnim se v bistvu pa kako sem ga zadev v bistvu. Potem sem videl, da je v bistvu on vrgel udarec, da sem šel še čez v bistvu njegovo roko. Tako. A bi rekel, da si na avtopilotu vmes? Ja, sigurno je večinoma stvari avtomatiziranih. To, kar si se naučil na treningih pa pripravah. Kar ni avtomatizirano oziroma na kar misliš, je v bistvu samo ta game oziroma taktični del, kjer ti v bistvu, ne vem, držimo se tega, da jaz delam bolj stojko, ne forsiram v takedowne, pritiskam z boksom, ampak glede samih kombinacij, to se sploh ne razmišlja in v te detajle. No. Sej nimaš sploh časa, karkoli drugega razmišljaš, kaj si bo mislil oni v publiki, to nima veze, ampak tako. Kar slišiš, navijanje, če je glasno ali za njega ali zate. Corner pa slišim vse, ker sem z mojim trenerjem že od 7-8 let. Wow. On pa mi je res, lahko bi rekel, en najbolj pomembnih oseb v mojem življenju. Ker on je bil z mano odvedno in je verjel vame in on v bistvu najbolj verjame vame. Pač, če že sam ta primer, ne vem, jaz omenim, naslednje leto prihaja en borec iz UFC-ja v ta turnir, kjer se bom jaz tudi boril, ko zmagam letos to borbo. To mi všeč, kar se zdaj rekel. In pol
In vsi bi rekli, ja, fakt, ta je dober, razumeš. Pravi moj trener, ne, to ni panika, ti sem tako ošter, da priješ ko zadnjič, ti ga ubiješ, razumeš, ti nima šans, veš. In meni se zdi, da je dober trener, ne oni, ki te ful dobro nauči določene tehnike, to sem si prav zapisal. Ene stvari, ki se mi tako, kdaj se jih spomnim, oziroma mi grejo čez glavo, sem si jih zadnje leto začel pisati v beležko. Hudo. In dober trener je oni, ki te v bistvu prepriča oziroma te naravna tako, da verjameš v svoje sposobnosti do te mere, da si v bistvu samozavesten in jih lahko pač, da si dovolj samozavesten, da toliko verjameš v svoje sposobnosti, da si v bistvu superioren nad pač vsemi. Lahko oba znata isto tehniko, iste udarce, ampak nekdo malo bolj verjame v točno to. Tako da... Hudo. Ja. Daj mi še kakšnega povej, kaj si zapisal. Kjer ti pade tako? Veš, da nisem si lih toliko pisal samih kvotov, ampak veš, kaj se mi en dan zgodilo? Jaz sem najprej v preteklosti imel iPhone, ne? Potem sem šel vmes na... Androida? Ja, Androida. Yeah. In zdaj sem spet na iPhoneu. Yeah. In ko sem se prijavil na ta Apple ID, so se mi odprle, tu je prenesle ene par novcev iz 8-9 let nazaj. Ja. Veš, kaj sem si napisal? In nisem mogel verjeti. Nekega dne hočem, da pač dosežem take uspehe, da se bo povsod govorilo in pisalo o meni in na vseh televizijah in to sem lih bral zdaj. Prejšnji fajt, ko je pač že povsod bila. Pa si vedel, da v spektru eno leto sem treniral MMA. Ja. Nisem bil siguren, če bo to v MMA, v nečemu sem hotel biti. Vedel si, da pizda, ta občutek je dober, stari. Ja. Veš, da imaš neki vseb, da si drugačen. In da ti je namenjen nekaj več, ampak ne moreš ga opisati, ne moreš ga potegniti. In odvedno, odkar se zavedam sebe, veš, otroštva se ne spomnim, ampak odkar se zavedam sebe, da sem začel razmišljati, vedno sem tako neki imel tak feeling. In prvo sem bil tako v rokometu, sem bil, tle ne bo šlo, sem šel v MMA, sem rekel, to bom treniral, to me gradi, ne vem, če bo to, ampak bo neki bo. Ampak evo, zdaj to. Čutiš ga od zadnje. Ja, prav, evo, imam mravljince tle. Hudo. Ja, ok, ker smo lih pri vizualizaciji. Ja. A so se vse borbe do zdaj zgodile približno tako, kot si se predstavljal, da se bojo? Ja. Jaz si itak predstavljam full scenarijev borbe, tako da vedno se zgodi ta scenarij, ki sem ga že šel v glavi prej skozi. Tako da nobena borba me ni zdaj presenetila, to je vedno bliže, ko si fajtu, ker mi analiziramo borbe nasprotnika in gledamo njegove borbe, njegov stil borbe. V zadnjem tednu, ko se telo spočije od celih priprav in ko je že pik ali pa po temu, ko sem že vrnil kilažo po vagi, ko malo testiramo tako vse tehnike s trenerjem, srečem, pač ti boš njega nakotiral, razumeš, to ni druge, sploh opcije, ne obstaja drugi način, če te zruši, ustaneš, pač, ampak ni šans, da te zruši. Take, ne vem, malenkosti, ampak ja, vizualizacija, sem se prvi z njo spoznal na faksu, ker sem imel psihologijo. Aha. 3 psihologije sem imel, 3 predmete in en od 2 predmetov je bil moj profesor Matej Tušek. Aha. To je športni psiholog, ki je delal z vsemi temi največjimi slovenskimi športniki. Matej Tušek? Ja. A misliš, da bi bil dober gost za podcast? Ful, ja. Okay. Če bi ga uspel dobiti, bi... Top shit, hvala ti. Ja. Okay. In takrat vizualizacija, autogeni trening in še fulejnih teh prijemov smo se učili, ampak jaz sem vizualizacijo največ sam pač začel izvajati čisto podzavestno. Pač vizualizacija je v bistvu, da probaš ti zajeti čim več občutkov in vonj, sluh, občutek, vid, ki se bojo v bistvu, ki so najbližje temu dogodku, na katerega se pač pripravljaš. Ne? In
To nekateri delajo, zdaj imam zvečer ob 8 vizualizacijo, ne, pač pri meni, jaz se vozim v avtu in samo se mi vklopi. Ne vedno, kdaj poslušam muziko, kdaj mi prije tak komad, besedilo me spravi v nek tak mod in vizualizacija. Kdaj jem, pač ker imam tak urnik, dostikrat tudi jem sam, nimam časa, da si doma delam, zato grem pač bilo kam jesti. In isto med tem, ko jem, ali pa pred spanjem. Mislim, da tako vožnja, ko jem in pred spanjem največkrat se to zgodi. No. In te kar malo odklop, malo odpele. Ja, itak. Malo si tam, vem, se tudi meni to kdaj zgodi. Meni se zgodi, da se kdaj vležem poslo 10-11, pol pa je v bistvu, daj sem tu, imam kakšen problem s pancem, pol pa obrnem telefon je ura 1-2, pa nisem sploh spal, ko veš, da nisi spal, ampak si bil... A kaj probaš, a bi rekel, da imaš kontrolo nad tem, kar vizualiziraš, ali da te misli hodijo bolj same do tebe? Pač hodijo same do mene, ampak kontrolo imam iz tega vidika, da vse v bistvu se dogaja v mojo korist, v moj štekaš, da jaz v bistvu vedno zmagujem nekako. Bravo. Kdaj se zgodi da ne vem, da zgubim ali da je neka slaba situacija in pol probam si 3 pozitivne dati v kontro, razumeš? Hodo. Ampak to je tle se še vedno nadgrajujem in probam pač se boriti. Vsak fajt je pač drugačen. In vsak, pač takoj, ko dobiš nasprotnika oziroma ko ga prej spremljaš, ti je mogoče malo več dvomov, pol pa s treningom in pač z vloženim delom in trudom dobivaš vedno več pozitivizma in vedno več pozitivnih izhodov same borbe. Ne? Ja. Tako da, in kaj ti pa recimo gre pol po glavi, če bi primerjala zdaj obdobje pred fajtom, obdobje med fajtom pa po fajtu? Obdobje pred borbo, kako misliš od garderobe do borbe? Probi opisati svoj fight day. Fight day. Zjutraj, ko se zbudiš. Zjutraj se zbudim, pred zajtrkom naredim aktivacijski trening, pol ure, da telo po vaganju in po hujšanju. Torej jaz, če sem imel v petek 93 kg, imam v soboto zjutraj 101. Tako 8 kg dobim. In da se nekako telo spet prediha in vse, da se zbudi, naredim s trenerjem kratek trening, to smo zdaj ritual že vključili. Pol gremo na zajtrk, se ubijem od hrane, da ne morem dihati. Pol gremo v sobo, probam iti spat, ali pa se dobim... Kle bi te vstavo. Probaš iti spat. Kaj je takrat v tvoji glavi? Ja, sej, točno to. V bistvu ponavadi sploh ne uspem zaspati, ampak samo fajt. Fajt in vse, kar je vezano v dvorano, kako pridemo, kako se bomo greval, walk-in, moj komad, stage, sama borba, sploh ne borba, če prej razmišljam tako borbo kot 2 likov, ki se borijo, zdaj probam biti first person, veš, pogled čez roke. Ja. In tako je. Daj pa pol probam, sem utrujen od tega, pa se izklopim, pa probam igrati igrice, razumeš? Odklopiš čisto. Igrice, tako zadnje. Igri sploh ne igram na živce. Ampak ko sem pa tam v unih dnevih, ko se moram izklopljati, pa probam na telefonu kaj najti. Tako da pol probam počivati še in po kosilu ta počitek in pol prije še ostali del ekipe, zato ker jaz pa trener prideva 4 dni prej. 4 dni prej na lokacijo borbe. In pol prije še ostala ekipa in pol je tako dobro vzdušje, ker je zajbancija, pridejo vsi ljudje, ki pač malo ožji krog ekipe, trale tudi content creator, pa malo tako za stike z vsemi pač drugimi stvarmi. In je tako cool. Pol pa, ko se poje zadnji obrok, pol se še malo spočijem, se pripravi torba. Če o 5 se začne event, sem jaz bil ob 6-7, ste itak pobere prevoz, arena, takrat pa sem muzika. Kaj poslušaš? Poslušam rap,
in te nove Balkan trap komade. Ampak največ rap. V bistvu pred borbo sploh ne poslušam teh Balkan stvari. Pač poslušam rap, Balkan rap, srpski rap, hrvaški rap, zgodbe in tako ta bolj agresivni stil ali pa zgodbe o uspehu so mi všeč, motivacijske, ta tematika. No. Tako da ja. Ful sem vezan na muziko. Raj poslušam ene stare komade, ki vem točno v bistvu, ki imajo to dobro tematiko, zato ker zdaj se v tem času ne dela več taka muzika. Pismo, ta storytelling, ne? Ja, storytelling komadi, to mi je zakon. Se načeloma vse, kar si zdaj govoril, je nekako tvoja zgodba, da zdaj nekaj, ki jo pišeš. Ja. A ti je všeč zgodba do zdaj? Do zdaj mi je všeč, ne obžalujem ničesar in verjamem, pač hotel sem, da se vse prej zgodi, ampak vse se zgodi točno tako, kot se mora. Ker če bi se prej zgodilo, bi mogoče se drugače stvari tudi zdaj že razpletle. Ja. Točno v takem trenutku se je zgodila, kot se je moglo. Jaz ne vem, ful je to vplivalo name, tako jaz sem imel čisto drugačen mindset vmes, ko sem bil v zvezi, ki ni bila lih zdrava. To je bilo še do lani poleti in nisem bil pravi v glavi in sem se zavedal tega, da nisem bil več tako, kot sem bil prej, tako ošter in imel tak mindset kot prej in sem hotel iz tega nekako priti ven, ampak evo, zdaj sem prišel in sem še boljši kot prej. In če bi se zgodilo ta ponudba v tistem času, sploh si ne predstavljam iti z uno glavo v fajt, ker bi me zgazili. Bravo. Se mi zdi, no. Jaz dost, ko delam z ljudmi, kakšno mentoriranje, sploh mlajši, je ta zelo pogosta, ne? To, da imajo občutek, da zamujajo, da bi že mogli to vse imeti, da ne vem, da je vse prepozen. Ja. No in sem zadnjič bil z enim fantom, sva šla na sprehod na mesto sestanka, ki je bil lih sonce. In mi je on rekel, želel bi si biti uspešen podjetnik. Ne? Pa sem ga vprašal, dajva definirati, kako to zgleda. Ne? In je povedal pač, da to bi on tretiral potem, koliko zasluž na mesec in mi je povedal cifro, star je bil 21 let in mi je rekel, da je to 7,000-8,000 evrov, kar on zdaj zaslužne. Sem iz njega pogledal in sem rekel, stari moj, ti v mojih očeh pač si, uspešen podjetnik. Zdaj, kar ti pričakuješ, mogoče je nekaj več od tega, ampak ne tisti jaz povem, da še nisi pripravljen. Zdaj pa mi pa povej, kva bi raje vzel. Da ti dam točno to, kar si želiš zdaj, ampak nimaš pojma, kako boš to handlil, ali da boš počakal, da si sposoben to shandlati, pa ti dam takrat. Kva bi rajš? Je rekel, takrat, ko bom sposoben shandlati. No, a ne, pol poglej na sebe tudi iz te situacije. Točno to. A veš, lahko je ista stvar, je lahko največji dar zate ali pa največje prekletstvo. Ja. Če jo ti nisi sposoben shandlati. Točno to. Me ful všeč, kako si to zavedanje zdaj dal naprej, da dejansko se zavedaš tega. Ja, pa stvari pridejo v tvoje življenje točno takrat, ko si pač pripravljen na njih. Ja. Oziroma ne pridejo, ker pač nikoli nisi. Ampak če ti nisi pripravljen na njih, to je mogoče, ful pogojeno s tvojimi odločitvami, ki si jih sprejel. Ne? Zdaj, če ti 5 let sprejemaš slabe odločitve oziroma neproduktivne, valjda, da ne bo tvoj life napredoval, naprimer. Ne? Kje si se to naučil? S kje to črpaš, stari? A so knjige? Ne berem sploh. Samo na netu sem. Všeč mi je, ne vem, ful teh citatov in vseh kakšnih podcastov sem pogledal. Borci tudi, ne? Ja, tudi o borcih, ne vem, tu je Marcus Aurelius, dnevnik klasičen. Meditations, ne? Ja, vsi tej stojki so mi ful zanimivi. Tyson kot borec. In dobro, itak se vsi nekako tej novodobni borci po Tysonu zgledujejo, oziroma ja. Neko modrost je potegnil ven iz fajta, ki jo drugi niso, no? Pa tudi tak lik je, ne? Ja, pač kako je on vse to obrnil. Njega v bistvu, zaradi te jeze na cel svet, on je bil pač tak borec, ne? No, se je rekel. Če bi bil on miren v sebi, kot je zdaj, viš, on v takem stanju ne bi nikoli bil heavyweight champion of the world, veš. Pismo, ne, ni šans. Ampak je pa, ja, prosti, krdej. Ne, hotel sem reči, da je pa izjavil, da njegova najbolj srečna leta so bila v zaporu, a ne?
Ja. Pa so bili tako, kako Mike, stari 30 milijonov si imel, karkoli si hotel, si dobil. Je rekel, ja, ampak nisem imel kontrole nad svojo glavo, nisem imel miru v glavi. Jaz ga razumem iz tega vidika, zato ker jaz dostikrat v bistvu, zdaj mi je najlažja stvar se družiti z ljudmi, pač ne samo imam itak ful poznam ljudi in iz Obale in Ljubljane in ko se ful preveč družim in sem stalno v temu movingu, trening, družba in sem v bistvu nisem sploh sam. Takrat se prav mi glava nasiči in v bistvu sploh nisem več srečen v sebi, zato ker sproti ne predelujem enih stvari, ki jih imam za predelati, pa niso nič zdaj neki takšnega, ampak se mi kopičijo, razumeš? In zato mi je všeč presekati in biti tudi par dni čim bolj sam in zvečer med sam zase večer pospraviti doma in že ne vem, ko pospravljaš stvari, razmišljaš točno določene stvari in kot, ne vem, 2 dni si vzameš in priješ 3. dan v družbo in si čisto drugi človek kot nekdo, ki v bistvu večina ljudi ni sposobnih biti samim sabo. Tle sem hotel iti zdaj, točno to sem hotel iti. In jaz sem to opazil in pri ljudeh, ki imajo firme, milijonske firme in ki delajo nerealen denar in navzven delujejo, da si lahko pač privoščijo, kar pač si lahko privoščijo, ampak da so srečni, delujejo. Pol pa v bistvu vidiš, da niso sposobni biti sami sabo, ker verjetno sigurno niso to, kar so v vseh pač področjih življenja, verjetno imajo več likov za odigrati ali pa več laži za povedati in je pol to sigurno breme. Jaz, ko sem samo pomislil, se malo probal postaviti v njihov vlogo, ma ne bi zamenjal ni šans. Raje imam normalno službo, ti pravim, ure pa pol na mesec in sem miren v sebi, kot da imam milijonsko firmo in sem nemiren, ne. Ja, se to je to, kar je po moje on mislil in me ful veseli, da smo šla sem, zato ker ta se meni zdi ena izmed takih zelo visokih vrednot, pa ker se o njej ne govori veliko, sposobnost biti sam s sabo. Ne? Ker ljudje, ki konstantno bežijo od tega, da so sami s sabo, se niso pripravljeni soočiti s svojo resnico. Ja. In ko si ti enkrat sam s sabo, ne moreš pobegati. Ne? Točno to. In to je danes pizderija zaradi telefonov, zaradi social medije, ker ti konstantno dajo neke impulze. Ti vedno, v kateremkoli trenutku si ti lahko pobegneš, stari. Medtem, če se ti zavestno odločiš, zdaj bom pa jaz sam s sabo, tam se zgodijo najlepše stvari. Tam se ti začneš nazaj čutiti, stari. Veš, ni sam kle gor, sam to moraš biti, tu moraš biti, tretj moraš biti, ne. Veš, v čemu si dober, veš tvoje slabosti. V bistvu, če si tako nemiren, se vprašaš, zakaj sem nemiren, veš, kaj me muči, to me muči, kako bom to odpravil. In če pa si samo v temu, ne moreš se tega vprašati, ker si gledaš TikToke, razumeš, ker scrollaš. In ti ni to. In meni je to všeč. Čeprav, veš kaj, zakaj mi si me vprašal, odkje. Jaz, naprimer, po mojem ful tudi vpliva vzgoja, ker moja mama je v bistvu na osnovni šoli Koper, je v bistvu psihologinja, socialna delavka. In ona je v bistvu, to me je fulkrat živciralo, ona je v bistvu, vedno, ko sem bil jaz ful jezen in popizdeval, je ona rekla, zakaj se pa čutiš ogrožen? Kaj te je zmotno? Ni bilo. In jaz še bolj. In pol sem šel v stran in pol z leti sem pol jaz dojemal tako stvari za nazaj in sem malo bolj se samo refleksiral, v bistvu naredil stvari. Tako. On je ti hotela sam kontrolo dati nazaj v tvoje roke. Ja. In zato vidiš, da jaz sem v bistvu večinoma ful miren človek. Jaz pač nikoli me ne boš videl neki noret, se teps, tako pač se teps, to v ringu, ampak tako zunaj. Nimaš nobeno nič za dokazati. Ne, sploh me ne zanima. Niti tako neki to vsaka čast, to meni ne pomeni dosti, sploh me ne zanima kako izpadem pred ljudmi. Dobro, pazim, da ne izpadem, pač samo če izpadem to, kar sem, mi je čisto dovolj. Razumeš? Top shit, stari. In, Marcus Aurelius. Waste no more time arguing what a good man should be one. Ne? Ja, točno to. Iz meditacij ven, se pravi, ne dokazovati, pa konstantno govoriti ljudem, kako bi mogel izgledati dober moški oziroma dober človek.
dober človek, a ne? Tako boš največ pokazal. Jaz nobenemu ne maram govoriti, veš, kaj bi ti mogel, ti bi mogel mogoče bolj tega. Razen iz vidika, pač vodim še individualne treninge, razen iz vidika tega, da jim popravljam tehniko. Ja. Ampak ne bom govoril nekomu, ti preveč si mi neki tak resen, vsak ima svojo zgodbo za sabo, vsak ima svoje probleme, ki ga mučijo in vsak se spopada, vsak ima svojo vojno v sebi in ne bom se umešal v tvojo, pač, ker že tako mi je pač ful pomembno, da se fokusiram na se in se kdaj počutim sej veš stvari, zunanjih stvari, na stvari, ki jih ne moreš kontrolirati, naj te sploh ne obremenjujejo. Pač, jaz imam kontrolo lahko samo nad sabo, nad svojimi mislimi. In nad svojo reakcijo. Ja, in na to, kako se bom odzval na neki. Tako da zdaj, če bom zgubljal čas z nekimi kaj se zdaj dogaja po svetu, vse je frka, zdaj je vojna, ampak kaj čem jaz narediti na tej vojni? Da pošljem jaz 2 SMS-a na 1919, vse pošljem tako, da se dobro počutim, ampak s tem ne bom nič spremenil, razumeš? In ne bo me zdaj to vplivalo ful name. Ja, ampak sploh iz tega vidika, če gledaš, da tudi ti moraš konstantno skrbeti za svoj optimum, ne? In ti si po mojem v tem procesu tudi čisto na podlagi test and learna ugotovil, kaj ti služi, pa kaj ti ne služi. Ne? Ja. In si bil dosti iskren do sebe, da si rekel, mogoče v tem uživam, ampak mi ne služi. Tako da bom dal jaz raje to stran, pa se bom držal treninga. Se to je. In se počutim, da imam še ful za narediti, da sem komaj na začetku. Ampak se pa zavedam te prednosti, pač ki v bistvu prednosti, ni to neka prednost, ampak velika večina ljudi tega ni sposobnih oziroma nima, da lahko pač sam s svojimi mislimi, ne vem, se soočiš, tako, da lahko napreduješ, da napredujejo tvoje misli oziroma tvoja nekako zrelost je v bistvu, se mi zdi to že. Ja, definitivno. In tukaj se jo čuti, kar je tako. Tako, kot bi Nate Diaz rekel, I'm not surprised, motherfucker. Pa zdaj mi je jasen, zakaj in sem ful vesel, da sem na ta način to odkril. Zakaj haraš? Ker ni talent, nerealen talent. Ja, je tudi talent, ampak stari, ta mindset, to, da ti vidiš stvari, da čutiš. Jaz, ko s tabo tukaj sedim, čutim prezenco, štekaš. Čutiš nekaj. Hvala. Pač prav užitek se je pogovarjati, razumeš, z nekom, ki se spoznaje, zato ker dostikrat naletiš na small minded, small talk, to mene ne vem, ko mi gre, prav mi gre na živce. Ne vem, ko bi ti rekel, razumeš? Oziroma, ne morem se sploh več družiti z ljudmi, tako, ki se ne pogovarjamo nekih malo globih tem. Ali pa se družim samo, ko si rečem, zdaj pa moram malo se sprostiti, veš. In prav je, da taki ljudje tudi več govorimo o teh zadevah na kakršenkoli način, veš, brez nekih identifikacij. Jaz sem to podjetnik, ti si borec. Ne, fuck it, stari. Mi sva 2 človeka, ki se zdaj tukaj pogovarjava v lifeu. Res. Kako sem jaz doživel life, kako si ga ti doživel. In veš, ljudje zelo hitro tudi predsodke imajo. Pa ne bom lagal, tudi jaz sem imel predsodke, ker sem te videl, pa tako sem rekel, fuck, lega tega heavyweightovca, stari noro. In pola, veš, je fajn se opazvati kdaj, pa malo pustiti, da ta čeblanje malo gasne, pa sam dati človeku pač šanso. Poslušati, ne? Poslušati, tako. Zdaj se bi bilo dobro. Zakaj nam je Bog dal 2 ušesi pa 1 usta? Zato, ker moraš več poslušati, ko govoriti. Bravo. Ja, to zasluši. Zanimivo. In tudi v svoji družbi, pa z ljudmi, ki pač jih že zdaj vodiš, oziroma jih boš tudi v prihodnosti vodil, je čudovito, da se v to smer kolektivna zavest zbuja. Če že mi je všeč ta vplivnost in takšne ljudi bi jaz pomenoval vplivneži, ne pa one, ki mi se snemajo zjutraj, ko ostane. To postanem prav živčen. Ja, veš, in jaz, ki izhajam iz backgrounda marketinga, ti bom povedal, da je zelo težko bilo tudi zame narediti premik v glavi, da sem dojel, ker jaz nikoli nisem bil čisto zadovoljen s tem, kar sem delal, pa oglasi, pa social media, pa sem bil ful dober v tem.
nekaj mi ni bilo čisto, kako mora biti. In pol šele, ker sem začel dojemati, da je marketing, v bistvu marketing, ki ga jaz želim delati, storytelling, da mi ljudje povejo zgodbo in da pač povejo, ne, jaz bi rad pač tako spremembo na svetu delu in da jim kle lahko pomagam, pač To je ful dobro, vse sem pogledal tvoj. Nisem sploh vedel, da se kaj takega obstaja in bolano. Ful mi je bilo všeč za to, evo. Thanks. Je vzajemno, oboje stransko. Se čuti, veš, ker eni te povabijo na podcast zato, da bi podcast dobil večjo gledanost, eni ali pa da bi jaz bil zdaj bolj znan, da prijem na nek tvoj podcast, ki je že vzpostavljen, naprimer, razumeš? In se čuti, če je tako, v tem primeru ni ne ena stran, ne druga stran taka, tako da mi je ful všečno. Hudo, lepo, hvala, da si to povedal. Ful cenim. Hvala tebi. Ker je tudi kle od zadnji, veš, ogromno enega sacrifice oziroma iti po eni poti, ki je sam tvoja. Točno to, ja. Na začetku ta pot zgleda mogoče malo, kva če bi šli drugače, ne? Ampak kle sem tudi ful vesel za ekipo, veš, da imam take ljudi okoli sebe, to so svobodni misleci, to so mladi ljudje, ki si upajo razmišljati po svoje in ki mene porinejo v ta pravo smer, ki je treba, veš. Ki meni mogoče malo zanihati, kako je tvoj trener, recimo, ti malo reče, da greva redefinirati to prepričanje, pa poglejva, ti sluš, ali bi mogla malo drugače mi dvaklele reagirati. Ne? Ja, to je to. Je pač redko vedno bolj redko je imeti dobre ljudi, ki se lahko v bistvu zaneseš na njih okoli sebe in ki v bistvu isto razmišljajo. Kdaj, ko tako razmišljaš v neki svoji smeri, se počutiš fulkrat sam, ne? In se počutiš, kot da si v bistvu čudak, ali pa kot da si, ne vem, kot da narobe razmišljaš zato, ker samo ti tako razmišljaš. Ampak čutiš, globoko čutiš, da je prav. Itak, mene, pač, jaz sem že na točki, ko mene zanima. To je, če bom cel life tako razmišljal, bom... Notranja inteligenca, veš, to s Turkom smo odprla to debato stari. Mi bomo kle verjeli neki dati, nekim raziskavam, ne bomo pa poslušali svoje notranje inteligence, svojega instinkta. In lih to, da se nazaj pogovarjamo tudi o teh stvarih, pa o instinktu, pa kaj sploh pomeni, kako ti čutiš med borbo, kaj čutiš, dajmo se o tem pogovarjati tudi, ne? Pa ja, vsak tudi drugače dojema stvari, ne? Za vsakega je ista stvar spet drugače, pač vsak drugače vidi in spet zaradi tega enemu pa še bolj ta način treninga oziroma ta način, ne vem, suplementov, spanja, ne vem, enim pa še da pridejo mogoče pijani na borbo, eni da kadijo travo, razumeš, je full enih različnih opcij in kot, ne vem, če enemu pije vodo, da, ne vem, vzema neke substance in zaradi tega, ne vem, boljše razmišlja, to zdaj dajem primer in pač nekako odkrije neko novo področje, ki pač, ne vem, en slikar, razumeš, ali da mu to bolj razvija to umetniško žilico, pač why not, če si do te mire, da ti ne res škoduje zdravje, razumeš. Se strinjam. Pač jaz podpiram vsakega, ki najde eno svojo pot, ki jo je najdu tako, da je pač garal za to in preizkuša, tle ne gre, gremo drugam, razumeš. A bi rekel, da je to dobro življenje? Če bi te vprašal, kaj te pomeni dobro življenje, kaj bi mi rekel? Jaz mislim, da dobro življenje pomeni, da delaš nekaj, kar imaš rad iz prve, da si to, kar si, da ne rabiš pač glumiti neki in da si iskren in pač da delaš dobre stvari v bistvu pred slabimi, večinoma dobre stvari. Vsak naredi kakšno napako, ampak če se zavedaš, da je to narobe, je to že zame ful, razumeš. V glavnem, da si zadovoljen s tem, kar delaš. To je meni dobro življenje. Hudo. Zdaj, če imaš ti ful denarja in žuraš ženske, karkoli, ne vem, če je to dobro življenje. Izpopolnjenost manjka, ker jo čutiš sam ti. Nek višji cilj rabiš za dobro življenje, zato ker višji cilj ti bo prinesel višjo srečo, ne pa to kratko. Tako da meni je ful všeč, če si pogledal od Andrew Huberman. Seveda. Dopamin. Versus serotonin, ne? Ja, v bistvu celotno delovanje dopamina, ne? Ja. To mi je v bistvu ful dobro, zato ker, ne vem, že sama primerjava, evo, dopamin je, imaš nek baseline, osnovo,
In zdaj na to osnovo, če ti, ne vem, poješ čokolado, ti gre v spike gor in imaš 2-krat več dopamina, se ti sprosti in pol imaš spet baseline. Ne? Če to ponavljaš, se ti bo baseline dvigal in boš vedno več rabo, da se v bistvu nekako dobiš da dobiš to zadovoljstvo. Tako je. Če pa zdaj ti za nekaj se trudiš, nekaj časa, se ti bo dopamin počasi sproščal in bo naraščal in bo tu gor dosegal plato in boš ti nekako globje bolj zadovoljen. Pač čisto identična primerjava, ki je pač jo je Huberman definiral kot 2,5 kratnik tega baseline dopamina je ledena voda in pač kokain. In imaš kokain, mislim, da je baseline 9 minut, gre gor in pol dol. Ja. In za vsakič pol rabiš ful več in nikoli v bistvu ne uloviš tega prvega vala pač spremembe v levelu. Ja, pol pa imaš na drugi strani ledeno vodo, ki je isto 2,5 kratnik, s tem, da narašča in doseže plato tudi par ur po izpostavljenosti ledeni vodi za par minut. Tako da zdaj pa si ti izberi, razumeš? Ja, ampak že znanje tega je nekaj, kar večine ljudi sploh se ne dotakne. Ja, meni je ful všeč tudi, ker ima podkrepljeno z znanstvenimi temi. Ja. Tudi biologije imam dovolj znanja biologije v sebi, da znamo v bistvu, kako deluje živčevje, nevrotransmiterji, kako se pač aktivirajo določene membrane in te električne impulzi, tako da pač mi je ful všeč njega poslušati in pol še praktično v bistvu, ko podkrepi s primeri. No. Dihaš tudi kaj zavestno, mislim? Ja, sem pred borbami, zdaj sicer na zadnje nisem, a ne, lažem, sem. Teh 40 vdihov, izdihov, Wim Hof v bistvu. V povezavi z ledeno vodo pa nikoli ne diham. Se samo v glavi umirim in samo grem v ledeno vodo. Sem pa delal tak Kamniške Bistrice enkrat na teden, tudi po 13-15 minut sem not. Bravo. V 4 stopinjah, 4-5 ima. 4 stopinje imajo. Hudo, bravo. Poprečno. Poleti ima največ 6, po zimi ima tudi 2. Ja. No, jaz sem v Jasni najbolj tako izkušnjo. Jezero Jasna, februarja sem šel, mislim, da je imela 2. Dobra. Ja, gledaš v gore. Ja, 2 minuti, ne vem, kako je pri tebi, meni je 2-3 minute mrzlo, pol pa se mi odpre sem lahko not, nič, ne bo me tresel mraz, samo glava se mi odpre, v bistvu meni je en prehod iz tega nekako udobja v neudobje. Ta vmesni del mi je najtežji. Pol pa, ko sem enkrat, ko je že ful težko, se pol mi odpre ta en drugi mod, kjer mi je ful udobno v bistvu. In zato hočem, kot sem ti prej v fajtu rekel, veš, da bi res rad šel v ta fajt, ki sem ga izkusil že na treningu, z kakšnimi, ki so ful boljši bili od mene, ali pa sem jaz bil takrat slabši. In je v bistvu bil ta survival mode in je bilo fight in je bilo krvi in vsega, ampak tako smo se res stepli. No. Itak. Ej, če bi eno osebo, živo ali pa mrtvo, z celega sveta, lahko povabil na pogovor, kjera oseba bi to bila, pa zakaj? Pa po mojem kakšnega Tysona, čeprav smo videli dovolj pogovorov, ker so pač mislim, da vse zvlekli iz njega, kar so imeli za zvleč, po mojem bi to pol samo povzemali. Kakšnega Tysona ali pa Marka Aurelija, njega bi... Marcus Aurelius, ja. Kakšne te, ki zagovarjajo to isto mišljenje, z njimi bi se ful tako pogovarjal, da se tu v bistvu ujamemo oziroma kaj naučimo skupaj. To bi me zanimalo. Kaj si rekel, kaj bi ga vprašal? Kaj bi ga vprašal, oziroma zakaj bi tega človeka? No, vse si povedal. Ja, v bistvu, bolj zaradi tega. Ne vem, kaj bi ga, ful stvari bi ga imel za vprašati tako. In kot sva danes debatirala glede teh mindseta, razmišljanja, te filozofije oziroma, ja. Hodo. Ja. Ej, česa, če bi te vprašal, to so zdaj balkane vprašanja za konc, ampak česa recimo na koncu ne bi rad obžaloval? Če si predstavljaš zdaj sebe, cel life si dal čez, eno stvar pa obžaluješ.
česa ne bi rad obžaloval? Pa tako, da sem res probal izkoristiti vse svoje potenciale, kjer sem čutil, da imam rezervo, pa nisem v bistvu nikoli naredil tega premika, razumeš, da bi še to izkoristil do konca. Tako da zaenkrat ne vidim sploh nekih mej v bistvu, da bi se nekje ustavljal. No. Tu nisem tak tip osebe, da bi se nekje ustalil kot pač v neki službi. Jaz sem v bistvu že na koncu DIF-a, pa ga še nisem končal. Jaz sem še magistrsko moral napisati na DIF-u, smer športna vzgoja, ampak ko sem jaz prišel do tega, da bi bil nek profesor športne v eni šoli, se bi lahko imel še popoldanski SP, pa bi imel čisto dovolj na mesec finančno, ampak tam si in to je to. Javni sektor, šola in dobivaš nove in nove generacije otrok oziroma učencev. Svaka jim čast. Svaka jim čast. Ja. Pač 4 leta neki lahko gradiš, če hočeš, pa po 4 letih nova. Točno to. Razumeš? In jaz se tu, to je kot neko to Sizifovo delo, kot da priješ gor in nazaj dol in gor in dol in tu ne vidim pač tega prostora za napredek in to ni zame. Točno to, Ja. Ni zate. In v bistvu tega obžalujem, da ne bi probal vsega, kar sem hotel probati in da ne bi dosegel vsega, kar sem hotel doseči. Evo tako. Okay. Ja. Eno stvar na svetu lahko spremeniš. Kaj bi spremenil? Ali je to nek mindset ozorca, ali je to karkoli? Pa raje, da bi bil po celem svetu tako mir, da bi bili vsi ljudje pozitivni in da pač se ne bi dogajale te stvari in glede pač itak pobijanja ljudi in pač kriminala nasplošno. To bi spremenil. Ja. To je bilo kar lepo, pač spet eni si bojo mislili, da sem to rekel, ker je zdaj to aktualno, ampak pač tako čutam. Mi je... Jaz čutam. To bi res spremenil, če bi lahko, ampak nas je preveč na svetu, oziroma preveč, ni nas preveč samo kas. Mislim, ful mi je všeč ena stvar, ki si jo danes ti tako lepo pokazal, stari, da je lahko najbolj brutalen bojevnik v kletki, istočasno najbolj skromen, pristen človek, ki si želi sam dobrega na tem svetu, pa pustiti sam svojo zgodbo, da jo bojo ljudje razumeli, pa da bo mogoče kdo šel po isti poti. Točno to, To me ful veseli, stari. Da se me zapolnijo v bistvu eni dobri luči. In zame je pač športnik oziroma profesionalec nekdo, ki je znotraj kletke in zunaj kletke pač vzor bilo komu. Jaz pač, če vedno pomislim, da bi nekaj slabega oziroma da bi bil v neki slabi situaciji, bi v bistvu pomislil, kako bi v bistvu starši oziroma mlajše generacije gledale name. No. Tako da probam biti čim boljša verzija navzven za pač ljudi. No. Ja. In je lepo, da je ta verzija, ki je navzven, ti všeč, je tudi noter taka. Ja, pač, kot sem rekel, probam biti to, kar sem in še če že od znotraj popravljati napake in da se pol navzven že popravljene kažejo v bistvu. Kot en lep vzor. Ja. Zadnje vprašanje. Če bi jutri umrl, kaj bi sporočil svetu? Nič, kaj imejte se radi, delajte, kar vam je všeč, bodite iskreni in nič ni tako, kot zgleda, da je, nič ni nerešljivo, vse se da rešiti, tako da ni potrebe potem, da ne vem, ali se sovražite ali pa ne vem, si celo vzemaš življenja za to pač. To bi. Tako da Jakob, Nedo, svaka čast, hvala, res sem vesel, da sva se spoznala takole. Hvala enako. Eden izmed boljših pogovorov, ki sem jih imel, stari. Moj v bistvu daleč najboljši podcast, tako všeč mi je, vse sem vedel, da bo tako, sem že čutil, ampak največ v bistvu sem lahko dal javnosti, da me v bistvu spoznajo tako pristno, kot sem, pač tudi izven fajta, no. Tako da sem vesel za to, upam, da bo folku všeč in
Stari. Jaz mislim, da lahko še kdaj poklepetamo. No. 100%, izven podcasta, na podcastu. Jaz te mi tako še povabil. Ja, 8.12. se tepeš, Jaz bom pa še prišel. po borbi bova naredila. Zmenjeno. Ampak ja, vsak čas, stari.